Stara podstrešja v sebi ne skrivajo duhov, ampak lepe arhitekturne priložnosti. Veliko stavb v starih mestnih jedrih ima prazne podstrehe, ki jih iz neuporabnih ropotarnic lahko spremenimo v privlačna in dinamična stanovanja za mlade. Navdihujoč primer prenove mansarde je naša Anja poiskala v dolenjski prestolnici. Zaprašeno in staro podstrešje v Novem mestu je arhitekt Peter Plantan spremenil v moderno stanovanje, ki ima pogled na glavni trg in na kapiteljsko cerkev. Pri svojem načrtovanju se je srečal z določenimi omejitvami, te so zahtevale sveže razmišljanje, to pa je potem rodilo nove in dobre rešitve. Gospa Jakovljevič, kateri je recimo vaš najzgodnejši spomin, ki vas veže na to podstrešje? V bistvu v tej hiši sta živela moja babica pa dedek. V bistvu smo veliko otroštva preživeli tukaj, v bistvu spodaj, pri babici pa pri dedku. To je neko staro meščansko stanovanje. Spomnim se, da se mi je vedno zdelo ful prostorno, visoki stropovi, ta dvokrilna vrata. Spomnim se, kako je škripal parket, ti neki zvoki stare hiše. Tega se v bistvu najbolj spomnim. Pri podstrešju je bilo pa, spomnim se, ene take zelo zavite stopnice so vodile gor, zdaj je to seveda drugače. Bilo je čist zaprašeno, noter so bili golobi, luknje so bile v bistvu v strehi. Temno je bilo, kot otroci nismo veliko gor hodili, ker nas je bilo strah, pol pa sem, kadar je bilo treba iti kaj iskati ali pa malo pospraviti. Arhitektka Živa Dev razkriva, da se podstrešje v novomeški staromeščanski stavbi, zasnovani v 17. stoletju, ni pretirano razlikovalo od starih podstrešij drugod po Evropi. Res je, podstrešni prostori so v preteklosti bili zelo malo osvetljeni, v bistvu toliko, da se je lahko hodilo ali pa spravljalo kakšno staro šaro. Nekateri so imeli pa teh odprtin več, ker so se nekatera podstrešja tudi spremenila v delovne prostore, sušili so kože, sušili so razne pridelke. Zdaj podstrešni prostori, to je tudi peta fasada stavbe, je bila skozi stoletja namenjena temu, da je ščitila ostenje in vso konstrukcijo pod seboj pred vremenskimi vplivi. Bile so zelo blago osvetljene oziroma te odprtine so bile namenjene prezračevanju. Prvi, ki je v bistvu ta velik volumen izkoristil za bivanje, je bil francoski arhitekt Mansart, ki je v konec 17. stoletja v Parizu stanovanjsko sosesko oblikoval tako, da je v podstrešni prostor umestil nadstrešnice, mi jim po domače rečemo frčade, s katerimi je ta prostor osvetljiv, kajti brez svetlobe vemo, da si življenja v nekih podstrešnih prostorih ne moremo zamisliti. Danes se tem frčadam dodajajo še strešna okna, tako da je osvetlitev podstrešnih prostorov mogoča. Je pa zahtevna, ker se mora prilagoditi obstoječi konstrukciji stare stavbe, se pravi špirovcem, temu ritmu, prilagoditi se mora uporabnosti prostorom in pa tudi zunanjemu videzu stavbe, to se pravi posebej tistih delov, ki oblikujejo glavni prostor ulice ali trga. V starih mestnih jedrih pa so ponavadi te ulice in trgi zaradi svojih zgodovinskih in drugih vrednosti celo zaščiteni. Takrat je potrebno, da sodeluje pri postavljanju in oblikovanju teh frčad tudi konzervator, se pravi oseba, ki skrbi za ohranjanje naše stavbne dediščine, da jo sicer dodajanjem novega ohranimo v čim bolj izvorni obliki. Gospod Plantan, vi ste bili arhitekt pri tej prenovi. S kakšnimi omejitvami ste se srečali, ko ste prišli prvič na ogled tega stanovanja? Že na prvem ogledu je bilo jasno, da v bistvu vstopamo v nek prostor, ki je bil pač povsem zapuščen, se pravi, podstrešje je bilo nefunkcionalno, v bistvu nobenih inštalacij, svetloba je bila rešena oziroma proti glavnemu trgu, se pravi, te fičare so bile narejene. Potem je pa tudi dosti omejen dostop že iz nivoja prvega nadstropja v ta mansardni del, se pravi, na nek način je bila to ta omejitev dostopa, plus pač dejstvo, da v bistvu posegamo v prostor, ki ga bo potreba v celoti pač preurediti in zagotoviti njemu vse, da bo pač v tem podstrešju bivanje kar se da udobno in funkcionalno.
Inštalacij v stanovanju pa ni bilo. Kako ste potem rešili ta problem? Podstrešje je bilo povsem komunalno neopremljeno, se pravi, ni bilo vodovoda, ni bilo kanalizacije, prezračevanja, gretja. Vse to smo seveda mogli rešiti. Tukaj je bila mogoče ta prednost, da smo imeli na nivoju tav zadostno višino s to podkonstrukcijo oziroma obstoječo konstrukcijo, da smo lahko te razvode, kar se tiče kopalnic pa ostalih stvari, enostavno reševali. Druga pomembna stvar je pa bila, da pač v kuhinjskem delu probamo zaradi te dvovišinskosti tega prostora ga čim bolj ohraniti. Takoj, ko prideš do problema kuhinjskega otoka, moraš reševati problem nape, ki ponavadi visi nad kuhinjskim otokom. Tukaj smo rešili, pa da je na nek način ni. Tukaj je narejeno, da v bistvu ta otok kuhalni ima stransko napo in je prezračevanje tega dela oziroma odzračevanje rešeno prek tav v steno. Se pravi, v bistvu glede ostalih stvari pač stanovanje je izvedeno s stalnim gretjem, plus da je bila še želja oziroma zaradi tega volumna smo naredili še rekuperacijo oziroma vsaka soba ima vpih in zajem zraka, se pravi, da je to prezračevanje deluje kot celota. Obdobje od načrtovanja prenove do dokončanja stanovanja je trajalo 4 leta. Prvi 2 leti so posvetili raznim idejam in vizualizacijam, nato je sledila izvedba. Minimalistično stopnišče je namenoma umeščeno pravokotno na bivalni prostor, da zakriva pogled na hodnik do spalnega dela. Z belimi elementi je arhitekt poskrbel, da stopnišče ne preglasi starih tramov v prostoru. Zakaj ste se pa odločili, da date v stanovanju prednost belini? Izpostavljamo belino zaradi tega, da tramovi pridejo bolj do izraza, pa v bistvu neki elementi, ki smo jih ohranili stare hiše, oziroma od moje prababice ali pa babice, neki kosi pohištva, da tudi ti stopajo. Tudi v bistvu cela oprema je nekako mešanca med moderno in starinsko. Imamo eno kredenco, ki je bila od moje prababice, od babuške, pa tudi recimo vrata, ki so služila pač vratom nekje drugje v hiši prej, zdaj smo pa spremenili namembnost, pa so v bistvu čist nek estetski element, so okvir za slike. Meni je tle živeti super, super mi je živeti v hiši, ki je v bistvu v družini že 100 let. Všeč mi je, da se neka tradicija nadaljuje, všeč mi je, da smo to podstrešje, ki je bilo čisto zapuščeno, da smo ga obudili, not vnesli neko novo življenje.